Lepo pozdravljeni, kot je bilo že omenjeno, je to danes zadnja predstavitev, ki sicer ni bila prvotna na urniku, pa vseeno mislim, da je tema toliko zanimiva, da vas bo pritegnila. Na Direkciji za vode smo v letu 2016-2017 izvajali nalogo z naslovom Preveritev statusa grajeno vodno javno dobro. Mogoče zgleda naslov malo bolj suhoparen, vendar ima ta naloga za sabo potegne finančne posledice in izboljšanje upravljanja v vodnih objektih. Kot veste, je Slovenija precej bogata, boš pomagal, Blaž, bogata z vodami, bogata je tudi z raznimi kanali, mlinščicami, razbremenilniki, odvodnimi kanali in za vse te kanale po večini velja, da imajo zatečeno slabo stanje, oziroma stanje, ki ni urejeno s pravno-formalnim statusom in sicer, da so to naravno vodno javno dobro. To pa za sabo potegne stvari, kot je recimo, kdo bo vzdrževal te objekte, ali bo imetnik vodne pravice, ali bo mogoče v sodelovanju z državo, ali bo to samo država, ker v primeru, da je to tak objekt, kanal, večnamenski kanal, da je objekt za naravno vodno javno dobro, mora zanj izključno skrbeti država. Vkolikor pa je objekt za posebno rabo voda, pa zanj skrbi izključno imetnik vodne pravice. Že danes sem opazila, da mogoče se menjajo pojmi vodna infrastruktura pa vodni objekt. Naj še enkrat povem, da je vodni objekt nadpomenka tako vodni infrastrukturi, ki je namenjena urejanju, kot tudi objektom drugim, ki so namenjeni posebni rabi voda. In raven v tej razliki je potem ključ do tega, kdo bo s temi večnamenskimi kanali upravljal, kdo bo jih vzdrževal in kdo jih bo upravljal. Zato je namen te naloge, da se preveri status in vkolikor se ugotovi, da je morda nek kanal pa ni objekt za grajeno vodno javno dobro, ampak je objekt za posebno rabo voda, se bo spremenil status in od takrat naprej, ko bo to pravno formalno urejeno, bo zanj skrbel imetnik vodne pravice. Zato, da smo pa lahko enoznačno preverili ta status, smo na direkciji razvili metodo oziroma model, in tle je opisana metoda dela. Najprej je bil narejen širši izbor kanalov, kjer je bilo 84 kanalov izbranih, v nadaljevanju je bilo izbranih 18 prioritetnih. Model je bil vzpostavljen kot večkriterijska analiza, umerili smo ga na 4 kanalih, na podlagi zbranih podatkov smo potem zagnali ta model še na preostalih 14 kanalih in imamo v nadaljevanju prikazan naše rezultate, ki so zaenkrat še predlog in pa na podlagi tega predloga se bi uredili končni status kanalov. Kot sem že prej omenila, je metoda zastavljena kot večkriterijska analiza in prikazala bom en primer, kako smo na Grošoveljski strugi določali ta model. Model je sestavljen iz 12 kriterijev, 3 so izločilni, v nadaljevanju pa je prikazanih 9 kriterijev, na podlagi katerih smo lahko določali ta status. Zdaj mi bom še Blaž pomagal, kako z animacijo. Tle gor, tako, ne? Na animacijo. Aha, no, dobro, to ni rata, kako ste pa ste? Če je pa sam pointer, kako bo. No, kot sem rekla, izmed 12 kriterijev je bilo 9 takšnih, na podlagi katerih smo določili status in sicer je bilo preverjeno, ali je kanal na območju Nature 2000 ali na območju kopalnih voda, a je objekt v funkciji ribje steze, kakšna je dolžina objekta, v tem primeru je več kot 5 km, kakšen je način ribiškega upravljanja, zelo so naraven, kakšna je povezanost ljudi oziroma naselja s tem kanalom, kakšen je izgled naravnosti struge, kakšna je, kdaj je bilo leto nastanka kanala in pa kakšno vlogo ima ta kanal kot recipient zalednih voda. Ko smo vse te podatke zbrali, jih ovrednotili, jim dali nominalne vrednosti, jim določili ponderje, smo dobili rezultat modela in v tem primeru naj bi bil to pridobil status grajeno vodno javno dobro, kar pomeni v praksi, da
Kar v praksi pomeni, da ne bodo izključni imetniki vodne pravice skrbeli za vzdrževanje tega Grušoveljskega kanala oziroma struge, ampak se bo to odvijalo v sodelovanju z državo. Na prvi pogled izmed 18 kanalov, ki smo jih imeli v obravnavi, jih je 10 od 8 dobili status grajeno vodno javno dobro. Mlinščica na Šavnici, ki je dejansko stara struga reke, lahko ostane naravno vodno javno dobro, ostalih 7 kanalov pa ne bi pridobilo status objekta za posebno rabo voda. Poleg tega, da smo preverjali status grajeno vodno javno dobro, smo tudi pripravili podatkovne sloje kanalov in na ta način smo kot sekundarni rezultat dobili tudi popis razlik med dejanskim potekom kanala in potekom nasloja masovni zajem podatkov hidrografije. Ti podatki so bili potem predani naprej v nadaljne obravnave pristojnim službam, da se bodo lahko te sloji popravili. In še, kakšni so nadaljni koraki? Kot sem že prej rekla, treba je na podlagi teh rezultatov, ki smo jih dobili z modelom, urediti še formalno-pravne zadeve, da se dokončno uredijo te statusi. Poleg tega pa se v okviru, kot sem že na začetku omenila, je bilo 84 kanalov najprej izbranih, tukaj pa je naloga izdelana le za 18 kanalov, se bo nadaljevalo še z drugo nalogo z naslovom ureditev upravljanja v vodnih objektih, kjer pa bo za njih narejen popis karakteristik kanalov, ključ delitve stroškov za uporabo vodne infrastrukture za druge namene in pa zelo pomembno je, da kadar je objekt pridobi status grajeno vodno javno dobro, bo po njem verjetno tekla voda tudi takrat, kadar ga bo v naravni strugi pod ekološko sprejemljivim pretokom, kar pa ne velja za objekte za posebno rabo voda. To je pa tudi še potem v nadaljevanju, da čaka, da se določi to delilno razmerje. Toliko na kratko, več pa v zborniku v članku. Hvala lepa.